kako rešiti ta problem. Ne? Ker jaz mislim, da niso ljudje zlobni tam, kad delajo v teh korporacijah. Ne? Oni imajo pač tam neko nalogo in imajo goal, ki je profit in morajo ga zasledovati ne glede na well-being družbe. Ne? Jaz sem hotel predlagati pač nek spremembo mindseta, kjer bi kjerkoli, v kjerkoli firmi dela, da ima tudi poleg monetarne motivacije v mislih tudi neko moralno. Ne? In da to ne pomeni, da boš ti na slabšem, ker boš manj keša zaslužil, ampak bolj se boš počutil, ker boš dejansko verjel, da delaš nekaj dobrega za sveta. Ne? Zdaj, a veš, lahko smo mi trije na neki kavi in se pogovarjamo, mi bi radi nek startup naredili. Ne? Zdaj, iz kjere smeri bomo mi šli v to? A bomo šli mi v to, da jaz rečem, moja baba ima nek problem, ali pa videl sem, da imajo ljudje nek problem, to bi se ga dalo s tehnologijo rešiti. Ne? To je en pristop. Drug pristop je pa, kako bi mi maksimalno ekstrahirali ven profit iz ljudi, ne glede na to, a jih zajebaš. Ne? In taki ljudje obstajajo, ker razmišljajo samo v smislu, kako bojo zaslužili. Ja, ampak misliš, da trend gre na boljš ali na slabš? Mislim, da gre na boljš. Ja, jaz ful mislim, da gre na boljš. Ampak se pravi, imaš pa velike korporacije, ki imajo veliko keša in pa ena najbolj pomembna stvar, imaš delniško družbo. Jaz mislim, da delniška družba je največji problem trenutnega kapitalizma, zato ker imaš deležnike, ki jih zanima samo ena stvar, da boš v tem četrtletju maksimiziral profit. In general. Ne? In ti ne moreš kot Mark Zuckerberg ali pa kdorko reči, gremo mi zapreti pipco, to ni bad to je bad za folk, veš, kaj bo pisalo na mojem nagrobniku, veš, on to ne zanima, ker so anonimni, ne? In če ne bo Mark tega naredil, ga bomo zamenjali, ne? In to je, čez cel sistem kapitalizma imaš ta problem, tako ga jaz vidim, no? Veš, kaj se mi zdi, da v bistvu tudi, mislim, sem mogoče malo utopično gledam, ampak mislim, da v teoriji, tudi če hočeš res samo maksimizirati profit, ga težko maksimiziraš na ful dolgoročno, če delaš ekstremno slabe stvari za svet. Ja. Jaz mislim, da dejansko lahko še vedno zasleduješ profit in s tem, ki ga zasleduješ, spreminjaš samega sebe v to, da delaš boljše stvari za ta svet. Ja, in general, samo včasih pa ne. Včasih pa take primere. Ja. In ko je ta problem prevelik, se je do zdaj pokazal, da kongres uskoči. Recimo v Ameriki. Ja, se v tem primeru ni drugega, kot zakonom prepovedati kakšne take stvari. Ne? Tako, ko so neke tovarne onesnaževale okolje, pa je država mogla posežiti, vi sicer imate delovna mesta, delate, pa nek profit, pa davke plačuje, ampak vi uničujete okolje. Ne? In vi morate to plačati. Ne? In s tem jih demotiviraš. In kle, pač nek davek na data bi bilo smiselno, ne? A veš, mislim, da so to predlagali noter, ne? Ja, ta ideja se meni, no, kako se vam zdi ta ideja? Ja, ne vem, toliko delač nisem šel, sam nekaj je treba narediti, ne, v zvezi s tem. Ne. Se pravi, jaz mislim, da se predejti, zato ker oni zbirajo data, pa s tem manipulirajo tebe, da lahko predejti jih malo omejiš, koliko podatkov oni v bistvu vzemajo ven iz družbe. No, kaj pa ti misliš? Ja, da če Klajman misli, da je delniška družba največji problem kapitalizma, pol se moramo vsesti še za eno posebej debato. Ja, tole lahko zdale 3 ure samo tem. Ampak kaj, ti misliš, da to, da bi Facebooku in Googlu in tem omejili, oziroma da bi oni ni mogli plačevati davek na podatke, ki jih zbirajo, to neka smiselna rešitev? Nisem ful o tem razmišljal, ampak mislim, da je ta GDPR zakonodaja, da je to korak v pravo smer. Pač, da ti lahko... Luka, daj ta kader, ki je govoril Andrej. Ja, pogled od Janja, samo da ne bojo to... Ja, da se pač omejiš in da se korporacije zaveda, kakšne kazni so, če zlorabljaš podatke, ki ti jih nekdo da. Hotel si reči v teoriji korak v pravo smer. Verjetno. Tudi v praksi. Ja? Ni pa popolno v praksi in nikoli ne bo. Ne? Vedno, ko imaš državo zraven, boš imel ene fuck-upe. Okay. Jan je kar zakupil. Ja. Ne. Kaj je mojega mailing liste zbrisati. Ja, ne. Ampak, mislim,
ne vem, če sem kdaj imel pogovor z nekom, ker res mislim, da je GDPR bil in dobra ideja in v praksi dobra izpeljana stvar. Bolj dober, kot slabo. Čakaj, nekaj je izpeljava, ne? Pa nekaj jaz sem komentiral idejo. Se pravi, da imaš ti močno zakonodajo na področju podatkov, pa privatnosti. To meni v teoriji stvar pije vodo. V teoriji pije vodo, zdaj v praksi. Kako je to narejen, to je drugo, ampak vsem ima zdaj nek potrošnik, rečemo temu, ima neke določene pravice, s katerimi vsaj malo lahko neki firmi zateži, mislim. Neko pravico uveljavlja. Tako. Dal si ful dober primer. In jaz mislim, da davek na podatke bi bil do zelo podobnega cilja bi prišli, koliko smo prišli s tem. Dobra ideja, stvar pije vodo na papirju, kad damo v prakso in kad je to vzadi kongres, država, politika, it's a big fuck up. A ti lahko nekaj? Mi zdaj plačujemo davek na podatke, ampak jih ne plačujemo, firme jih ne plačujejo državi, ampak jih plačujejo Facebooku. Ti vsakič, ko od njih naročaš storitev oglaševanja, ti oni prodajajo v bistvu podatke svoje, podatke od svojih userjev, tako jih lahko ti targetiraš. In jaz bi sam za switch naredil, da se mal razdeli to nazaj med folk. Se pravi, ne da korporacija vsta surplus pobere, da država še vmes skoč, pa reče, ok, Facebook, 50-50. Kaj je 50-50? Ja, od revenueja. Ok, a dajmo to tudi narediti avtoprevoznikov, ki prehiter raste. Pa, mislim, a veš, kaj? Ne. Mislim, komu to narediš? Govorim, da avtoprevoznik ne prodaja podatkov. Ok. Tukaj bodva zelo natančna. Rekel sem samo za ta oglaševalski model. Se pravi, imaš platforme, in oni imamo oglaševalski model, s tem delajo biznis in to je ultra profitabilen biznis. Ultra. To se kopajo v kešu te korporacije, se to veš. Mislim... In zdaj ti zagovarjaš, da ne, prav je, da tak cel keš ostane. Ne, jaz sem mislim, da posegati, ki ti rečeš nekomu, no v bistvu točno tvoj tip korporacije, je pa zdaj nekaj, smo se mi dogovorili, da ti vzajemo pol. Ne, ta biznis model, ja. Tako, ker rečeš, unika izlivajo v reko. Kaj pa davki? Ja. Davki so za vse. Čakaj. Če prodaš knjige, imaš manjše davke. Ok, imaš še vedno davek. Ja, ampak drugačen. Mislim, sej jaz ne zagovarjam. Ok, vi date zdaj primer proti, ki ga jaz tudi ne zagovarjam. Ali pa če imaš tovarno, pa spuščaš v zrak, imaš davek na emisije. No sej, ti bi ti isto lahko rekel, čaki. No ja, kaj pa branjavka na tržnici? Kva? Ona ne daje emisij ven. Ja, no. To lahko definiraš, kva? Ja, jaz mislim, da v noben ekstrem ne verjamem. Ne verjamem v to, da je ok, če ima nekdo cash cow, ki lahko gre do nekih cifr, ki se jih mi sploh ne moramo predstavljati. In hkrati se mi zdi, da posegati, ker ti prideš do nekoga, pa rečeš, no zdaj bomo pa mi jemali pol, se mi zdi slaba rešitev, ali pa zelo nevarna rešitev. Mogoče ne pol, jaz sem tako pač rekel, lahko je 10%, 20%, sam najbrž ne zagovarjaš nič, je pravilni odstotek. Pa se mi zdi preveč... Kaj pa če rečem 1%? Mislim, ti je boljši. Vse se mi zdi oversimplifajamo zelo kompleksen problem. Ne, jaz mislim, da to smo na ekonomiji obdelali 100krat. Tisto podjetje, ki povzroča negativne eksternalije v svojemu biznisu, mora odplačati te stvari. Jani ni študiral. Jaz se zato mu razlagam. Vidiš. In če imaš ti tovarno, ko onesnažuješ okolje s svojim biznisom, moraš plačati nazaj nam, ker mi dihamo ta zrak. In zdaj ti imaš folk, ki je depressed, imaš te najstnice, ki je ta Jonathan Haidt razlagal, dejansko porast depresije in anksioznosti. Kdo plača za to? A Facebook plača, da se zdravi za depresijo ena ta mala? Ne. Družba. Ampak on je pa povzročil. In jaz sam predlagam, da more plačati, poplačati ali pa poravnati te negativne eksternalije, ki jih naredi in kaj ni dvoma, da jih naredi. Mislim... Mogoče pa ni 50, mogoče sem preveč rekel. Strinjamo se vsi, da je to... 5%, evo, Jani. Ja, ne, mislim,
Strenjamo se vsi, da je to problem. Kaj še jaz verjamem, poleg tega je to, da to poseganje je ful nevadno in se mi zdi, da je bolj kompleksno, jaz mislim, da je to zelo kompleksno. Ne vem, recimo, da zdaj v Facebooku vzameš 20%. To verjetno pomeni, da grejo oglasi, da se oglasi podražijo. Ne. Zakaj ne? Zato, ker oni tekmujejo z ostalimi platformami. Oglasi cena Facebook. S kom recimo? Z Googlom. Ja, z Googlom. To sta od njih. Na nek način, ja, ampak to je tako. To sta dve čisto ločeni platformi, ki se uporabljata za oglaševanje. Mislim, ti imaš. Ja, sem če gre 20% gor Facebook, veš, da bo padlo količina keša, ki gre v Facebook, zato ker bo YouTube ali pa Google kar naenkrat bolj... Čakaj, sam pol vsi plačujejo 20%, ne samo Facebook. Vse tudi Google zbira. To pa ni vsa konkurenca plačuje zdaj 20%. To pa ni grejo cene gor. To ni grejo Etsy gor. Zdaj, jaz ne vem, ampak jaz si predstavljam, da pol kar naenkrat je ogromno kampanj, ki so neprofitabilni. To so zdaj mali SP-ji, ki delajo gor kampanje, ki pol kar naenkrat ne naredijo break evna, ki so šle cene gor. Mislim, jaz nisem tak ekspert, da bi ful prehiter rekel, nek davek je ful smiseln. Jaz mislim, da cene ne bi šle gor, ker imajo oni tok bufferja. Oni imajo itak zoptimiziran. Cena bo takšna, da bomo mi maksimalno dobili pač noter revenueja. Ja. In oni imajo buffer, ne? Oni bojo pokrili to, teh 20%. Ja, ne vem. Oni konkurirajo z ostalimi mediji, se jih ni, si imel dober point, ni jih velik, ne? Samo sen, ne? A veš? Pa ne se daje več za oglaševanje, če povzroča tako škodo. Se mi zdi, da je ogromno podjetij, ki bi mogli tak davek plačevati. A na podatke? Ne, se je to. Ti imaš, veš, mislim, imaš podatke, imaš, ne vem, nekdo, ki ful preveč elektrike pokuri, pa zakaj ne bi on, veš, mislim, zakaj nekdo, ki pokuri ful več elektrike, ima recimo cene elektriko. On bi mogel po dvojni ceni pol plačevati, recimo, mislim, zelo hitro priješ do tega, da ne veš, kje potegnati mejo in komu vse dati neko kazen, nek penal, ki ga mora plačati zaradi tega, ker povzroča neko škodo. Ja, ne vem, jaz mislim, da imamo tukaj full bufferja, da ne bi se zgodilo to, kar ti predlagaš, kar ti govoriš, da bi destabiliziral ta market, kar je zelo čist, toliko efficient, oni so skoraj na nuli profita. Ne, to ne. To ne, itak. Tako da jaz mislim, to bi oni vse lahko požrali brez problema. Ja. To so milijarde na dan, veš. Mislim, meni bi se zdaj še boljš, da se proba ugotoviti, kako lahko Facebook dela, če hočeš še več keša in hkrati dobro stvar za svet. To, ta mindset se mi zdi boljši, kot delite vi isto, sam plačate davek. Ja. Imaš kakšen predlog, zakaj bi oni bili motivirani? Mislim, že sam to, recimo, predpostavka, o kateri vidva zdaj govorite, recimo, da oni res samo delajo profit, mislim, da se samo za nek short-term profit fajta, pa tako. Mislim, ne vem, Apple pa Google sta dala zdaj v vse device to, da lahko ti trekaš, kaj se well-being, kako se temu reče na Google, na iPhone, ne vem, kako se temu reče. Mislim, to ni verjetno prišlo iz zasledovanja zgolj profita. Na kratek rok. Vse to smo enkrat govorili. Ja. Tako da, jaz dejansko mislim, da tako, jaz nisem tak, ali mislim, da se da to rešiti bolj, kot da daš nek davek. Ja. Bomo videli, no, sej. Jaz bi se daš na njihovem mestu ukvarjal, kako lahko delajo še več keša, če hočejo, ampak da delajo dobre stvari. Ja, jaz si tako predstavljam, recimo, če bi Mark Zuckerberg lahko to naredil. Marki. On ima koliko? 25% Facebooka, koliko ima zdaj? 30. Manj kot 50%. Ne? In da bi on nabral nek cash, da bi on odkupil 51%, pa bi pa lahko shiftil strategijo. Ne? Strategijo ala v smer public good company, kakor je Wikipedija, recimo. Ne? A veš, da bi bilo primarno to, gremo mi toliko med advertisinga, da mi poskrijemo svoje stroške, pa tist en developmenta, ne pa, da je primarni cilj tega podjetja, ko vpliva na toliko veliko ljudi danes na svetu, da je profit. Short-term profit. Ja, profit, ki ga zahtevajo delničarji vsaki četrtletje. To je ta endless problem of the internet, oziroma monetizacija na internetu, ki trenutno še ni boljšega modela kot oglaševanje. Ja.
verjetno je veliko ljudi že to hotel nekako skrekati, sam noben mu še ni uspel. Ne. Se pravi to, da ti ali nekaj plačaš na internetu, pa imaš kvaliteten servis, pa ne vem, recimo nisi bombardiran z oglasi, pa je v bistvu vprašanje plačila je samo ta servis ali pa produkt, ali pa je zastonj, pa gledaš oglase, pa si ti produkt. Ljudje se pa ne zavedajo, da veš, v končni fazi noben te ne prisil, da se registriraš na Facebook, noben te ne prisil, da šeraš stvari. Se pravi, mi to sami filamo ta motor, ker to, kar dobimo za ston, ima vse nek value za nas, ampak ne znamo pa oceniti, kakšno ceno plačujemo, zato da imamo zastonj e-mail, zastonj Instagram. Vse mogoče je, mogoče je to, ne vem, 5 evrov na mesec, ne? Je v bistvu nek ta lifetime value userja. Ne? In če bi ti to plačal, ne, bi lahko imel čist servis tako, kot je, brez oglasov. No, sej recimo YouTube to omogoča. Tako, YouTube premium, No, pa vidimo, da verjetno je zelo mali procent ljudi, ki to plačajo. Ja, seveda, mislim, če je neki zastojn. Itak,